pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. No, če boste tale trenutek obiskali spletno stran www.klepetobkavi.si, boste tam našli marsikaj. Zanimive novice, med drugim pa tudi brezplačno meditacijo, kakšen kviz, tak zabaven in hkrati tudi poučen, ter seveda najnovejše novice. V svojem studiu pa tale trenutek pozdravljam tako prijateljico, tudi vašo glasbeno prijateljico, se jo prav gotovo poznate. Tanja Žagar je v naši družbi. Juhu! Živijo. Kako si? Ja, lepo. Hvala. Pa še ne boš kaže, ne? Ja, delamo na tem. Delaš na tem. Ja, kaj pa? Veš, kaj me zanima? A si ti kdaj si mogoče zračunala, koliko kilometrov narediš zaradi nastopov v enem letu? Ali pa kakšno tako statistiko si potegnila kdaj črto, ker to bi bilo zanimivo vedeti. Za natančno številko bi mogla iti računati, no, ampak veliko. Tako v avtu sem večino svojega časa, res veliko časa preživim v avtu. Zdaj imam mogoče to srečo, no, samo jaz, da zelo rada vozim. Ampak nimam tudi problemov, mislim, odvisno kdo pelje, no. Ampak če sem tudi zraven, kot sovoznica, mi je lepo, opazujem toliko bolj, ne, okolico, naravo in tako da rada preživljam čas v avtu, ali pa sem že toliko navajena, veš, da mi je že čisto vseeno, ne. Tako da včasih hecam, da je avto moj drugi dom, ampak res veliko kilometrov, no, naredim. Ja, jaz ti čestitam tudi za tvoj koncert, bila sem na njemu in sem bila kar wow, koliko sem jaz vesela, da njo poznam, kaj dela ženska na odru. Res bravo, moraš imeti res, veš čim si me najbolj presenetila? S kondicijo. Aha. Ker moraš imeti pa dosti kondicije za tole, ne? Se pravi, mi da zdaj govoriva o Hali Tivoli, ne, da bodo vedeli gledalci, ne? Ja. To smo imeli novembra meseca, jaz praznovala svojih prvih 10 samostojnih pevskih let s takim res posebnim novim velikim koncertom v Hali Tivoli. Hvala, ker si prišla, da si čas vzela, vesela zelo. In smo res pripravili en poseben program, lahko rečem spektakularni, ker je bil spektakularni, no. Je bil. Ja, veliko število plesalcev, veliko nastopajočih. Ampak se zdaj bo pa spet na Štajerskem. Ja, kar pa zadeva moje kondicije, za takšen projekt je pa treba imeti res veliko, ne. Namreč, jaz sem zraven tudi ves čas plesala, imela te koreografije, tako kot plesalci in to, in pet in plesati. Jaz se treba zelo posvetiti temu, tako da sem hodila redno na treninge in vzdrževala kondicijo, ne. Mi je ne manjka, zdaj pa delamo na tem, da to kondicijo pokažem še malo na Štajerskem, ne, oziroma ta program, no, ki je res dober, in sicer naslednji petek. Ja, prihajamo 11. marca ob 8. zvečer v dvorano Tabor v Maribor. A še ni razprodana? Ja, če bo, ne. Bo, ne. Tudi, če je, ne, lahko povem, najbrž, ne, da imamo to, ja, ker sem rekla takrat, no, ko sem stopila dol z odra v Hali Tivoli, pa takšen program, za katerega smo toliko delali in toliko časa posvečali pripravam, ja, sem ga to prav in si zasluži tak program, da se še pokaže, ne, in sem rekla, rada bi šla še v Maribor, pa če bo vse po sreči, potem bomo še nekje to izvedli, no, ampak zdaj smo v tem Mariboru. Super, krasno, evo, odlično. Sicer Maribor ne bom prišla, te bom pa danes čim bolj šparala na glaso, veš? Da te glas ne izda, zato ti jim dala kar takle loparček. In jaz bom povedala eno trditev, ti boš pa sploh noš rabila uporabljati kaj veliko besed, da boš rekla sem, nisem. In zato, da bo bolj zabavno, evo se bom igrala s tavo, prav? Prva trditev, sem ali nisem videla kdaj kakšnega muskontarja v zaodrju brez oblačil, se pravi nanga. Ja, jaz sem tu. Ampak ne bomo preveč šparali na glasu, moram kaj dodati. Ja, boš kaj dodati. Pa ne sam enega? Pa ne sam enega. A ne, mislim, priznam, no, da nisem ravno stran pogledala, ne? Ja. Ne vem, zakaj bi, ne, če je že tako nanesel, ne? Če je bil že na pladnju, ne? A veš, ne, pač malo pouč lahko vržeš. To pravijo, da še ni greh. Ne. Ok, pa ti je bilo všeč to, kar vidiš. Naslednja trditev. Sem ali si nisem kdaj v svojem življenju umila zob z zobno ščetko, ki ni bila moja? Nisem? Ok, v redu. Zobna higiena pa to? Mislim, zelo rada imam svojo zobno ščetko. In če kaj ne pozabim, potem ne pozabim te. Če pa slučajno bi se zgodilo, ali pa čakaj se mogoče, da je takoj v prvo trgovino, oziroma se če gremo avto natankati, ne, lahko že skoraj vse kupimo na teh postajališčih, tako da pridem do nje v vsakem primeru in da je ta potem samo moja. Ok. Sem ali se nisem kdaj izognila kazni za prekršek, ker so me prepoznali kot Tanjo Žagar?
Aha, iskreno. Ja, pač priznam, enkrat se je to zgodilo, ne, in sicer ni šlo zdaj za neko, ne vem, kakšen prekršek pa to, ampak me je tako zelo lepo in kulturno policist opozoril in mi je v bistvu eno pridigo dal, no. To ne bom nikoli pozabila, ja. In jaz sem ga poslušala, ne, in potem sem se kar malo zamislila, ne, ker je imel absolutno prav, ne. Zelo lepo mi je tako povedal, no. In potem tega več nisem počela. Kaj, si bila telefon v roki? Jaz sem imela. Ja. Okay. Jaz se odvajam zdaj, tako da... Ne, jaz sem se pa kar tako malo disciplinirala, no, da enostavno, a veš, sploh te SMS-i pa to, se ustaviš, pa napišeš, ne, telefonski klic pa lepo prek slušalke oziroma, ne, nova tehnologija, ki je razvita za to, da ne rabimo imeti telefona tako, ne. Res je. Ja, ja. Sem ali si nisem dala kdaj v življenju delati kakšne tetovaže? Nimaš, brez tatujev si? Ja, ja. Aha, okej. Ampak kakšnega moškega pa rada pogledaš, ki ima kakšen tatu? Pa se tudi kakšno žensko, Ja, čisto no. pa pogledati, ali pa Tudi moškega, res. se to ni, ne. A nikoli nisi razmišljala, da bi si kaj dala, ne vem, kakšno glasbeno noto, ti si tako povezana z glasbo? A veš kaj, ne, to nisem, ne bi dala. Mi je tako na ostalih, kdaj vidim kakšen tatu, lahko tudi všeč, lepo zgleda kakorkoli, no. Nisem pa takšna oboževalka tega, da bi sama imela na svojem telesu to. Tako da se rajš ne bi potem v to spustila, no. Aha. Ja. Kako pa sicer prenašaš bolečino? Rečeš zase, da imaš visok prak ali nizek? Imam kar v redu, Kar v prej redu, visok kot nizek, no, pa sploh nisem tip človeka, da bi zelo hitro začela nekaj jamrati, pa se pritoževati. Imela sem par let nazaj, se mi je začela tudi ena težava z nogo, z levo nogo, ki je kar nekaj časa trajala, pol pa je malo pojenjala, pa zdaj se spet pojavila, no. Sem tudi okrog zdravnikov hodila in smo poskušali nekaj reševati in to. Pa sem ravno tako, veš, mogla vse nastope oddelati in plesati in dolgo stati na nogah, ne, ker nekateri nastopi, recimo žurke, plesi, veselice, ne, so po 6-7 ur tudi. No, ampak sem bila kar, se nisem dala, veš, neka bom žagareva, boš do konca speljala, pa naj bo kar bo, pa tudi če pol dol padaš, a veš. Tako da nisem taka, da bi se skozi pritoževala, pa to ne boš, to pa ne morem, pa sej se marsikaj preživim. Ne vem, kdo mi je razlagal, zadnjič v avtu. Vizažistka mi je razlagala, ja, kako moški dejansko precej manj, ne, imajo nižji plak bolečine, ravno zaradi nosečnosti, rojevanja in vsega skupaj, da pri točki 5 recimo že padejo v nezavest, medtem ko ženska šele pri 7-8. Se še drži. Se še drži. Se more, ne? Se more, tako da to je v redu. Evo, si pripravljena na naslednjo? Sem. Sem ali nisem kdaj, ko sem bila na odru, flirtala s kom iz publike? Ja, se vem, da si. Enkrat si z mojim fantom, pa nisi vedela, da je moj fant. No, vidiš, še dobro, da sem zdaj prav odgovorila. Vedno je pa dala. To je bil zdaj test iskrenosti. Test iskrenosti. Pa najboljše odgovarjati iskreno, veš zakaj? Ker potem nikoli nimaš nobenih težav in ne rabiš razmišljati, kaj sem pa tam rekel, kaj sem pa tam, kako bi Ja, pa mogel. seveda. Veš, to je najbolj fino. Mislim, da zdaj še malo razložimo to flirtanje, ne. A veš, ko si ti izvajalec, ne, in so poslušalci pod odrom, v vsakem primeru gre za neko, v navednicah rečemo temu, flirtanje, ne. Izmenjavo energije. Za izmenjavo energije, oziroma veš, če ni neke te simpatične note zraven, da se ti ne povežeš, ne vem, s pogledom, kakorkoli že, potem najbrž tudi ljudje ne bi tako uživali in se imeli dober, ne. In tudi ta v končni fazi seksapil je vedno prisoten. Seveda, to je primarna komunikacija človeška. Pa ne samo na odru, pa pri izvajalcih pa tako, ampak na splošno že. Ko greš ti samo v trgovino, pa se tam s trgovcem pogovarjaš, pa to je, ne to... Zmer je neka kemija, ne? V življenju, ja, vedno, povsod in vsak dan je to pač prisotno. Tako da to se mi ne zdi nič groznega, nič strašnega, ampak lepo. In tudi to flirtanje, nedolžno, če zdaj temu tako rečemo, med izvajalcem pa med poslušalci mora biti, ker brez tega ne gre, brez kakršnih koli takšnih ali drugačnih namenov, ampak zgolj, tako kot si rekla, za neko jasno pretakanje dobre energije. A ne? Odlično. Ja. Evo, sem ali nisem kdaj v življenju delala joge? A se hecaš? Ne, pardon, zdaj sem se pa zmotila. Aha. A veš zakaj? Ker sem se zdaj spomnila. Nikoli nisem hodila res na jogo, tako da nič ne moram biti pametna okrog tega, ne, pa kaj preveč govoriti o tem, ampak ko smo bili pa v srednji šoli, smo imeli pa pri telovadbi nekaj ur tudi joge.
Zanimivo, Ja, res. to se pa spomnim. Okej. Ja, tako, zdaj se spomnim, kako je to. No, ko boš hotela še, se veš, ne? Se oglasim pri tebi. Ja, se oglasiš, tako da tukaj ni. Ja, bom prišla sigurno se kdaj malo posvetovati o tem ali pa pogledati, kako to je. Seveda. Ker mi veliko tudi prijateljice povedo, da je super, ne, da jim odgovarja in tako da me to še čaka. No, sej, ne gre vse boš naenkrat. kako asano naredila med koncertom. No, v redu, okej. Že tako je sicer dosti, ne, akrobatskih delov, ampak vendarle. Sem ali nisem kdaj plavala v jezeru ali v morju povsem naga? Oh. Ja, seveda sem. Zelo rada. Zelo rada? Ja, pa to vsako leto. Zdaj bi bilo naslednjo vprašanje gledalcev, predstavnikov močnejšega spola, ne? Kdaj pa, kje pa, ob kateri uri pa kako, pa s kom pa? No, to sem glih zdaj hotela razložiti. Lansko leto sem bila v... Ja. Itak. Ne, zdaj sem tudi, ko so me sprašvali, recimo pa nudistična plaža, pa to, ja, meni je to všeč, mi je super, ampak znam si najti tudi neke take kotičke, ki so pač na samem, ne, bolj osamljeni, sicer jaz nisem osamljena, ampak so kotički taki na samem, da se super počutim in ja, lepo mi je to, super, iti v vodo, brez kopalk, božanski občutek. Seveda. Absolutno. Pa te kdaj kdo prepoznal, recimo na nudl plaži ali pa kaj? Sem zaenkrat kar take Si kar? kotičke odkrivala. Veš, jaz znam pa make-up dol, pa lahko grem na javno, pa noben ne bo prepoznal. Ne, sej ni to štos, ampak pol bi mogla biti skozi tiho, ker ko jaz usta odprem. Ja, to bo to. Ok, sem ali nisem v zadnjem tednu šla v okrepčevalnico s hitro prehrano? Tanja! Ja, lej. Ja, sem, ne? A res? Ja, sem. Pa nazadnje, ko smo se pogovarjali, moram reči, da nisi glih vzgled za zdravo jedca, no? Moram reči, da nisi, ne? A si se kaj poboljšala? No, dajmo zdaj to se malo poglobiti, to pa malo razložiti, ne? Da ne bo prihajalo do nesporazumov, slučajno. Absolutno nisem podpornica zdaj tega, da bi človek vsak dan pa vsak teden visel v restauracijah s hitro prehrano in tega ne počnem redno. Ko mi pa zapaše in ko začutim potrebo po tem hitrem, si pa to hitro tudi vzamem. Zelo hiter. Zelo na hiter in se potem tudi super počutim. Sicer pa od prehrane, jaz sem res človek, ki sem velik gurman in jaz jem vse. Meni lahko daš karkoli na krožnik in jaz bom s takim užitkom pojedla in zraven še spuščala razne glasove, ker ne znam tiho jesti. In se na to temo večkrat smejimo, pa to pravijo Tanja, in kad tebe človek gleda, kad ti ješ, pa te še posluša zraven, ja, dobi apetit, pa tu, če je še bolj sita, veš. Drugače pa ne, jaz pa podpiram, jasno, zdravo prehrano, ne, in tako. Ampak jaz sem pač, tako se počutim, da ko jem vse in ko jem zelo pestro, sem zdrava, imam dovolj energije, lahko delam. A veš, to je stvar posameznika. Jaz mislim, da se vsak more sam odločati in pač poslušati svoje telo. Tako, to je to. Po koncertih pa to. Greš daj v tem smislu na še kakšen obrok, še kaj poješ, predtem greš spat, ali si rečeš, lej, ne, zdaj pa ne. Ali si rečeš, zdaj sem mi tako skurla na odru, se lahko malo podkrepim. Jaz pojem, preden grem na oder, pa še polk dol pridem. Tako da jaz sem zelo za hrano. Večkrat pa po velik, ja, skorko. Ne, mislim, jaz ne moram iti zaspana spat, ne moram iti lačna spat. Enostavno ne gre, lej. To sem ugotovila in preden grem spat, se rada dobro najem, nimam potem nobenih težav, nič me ne boli, če bi me pač s tem prenehala, ne. A zdaj si lačna, ti lahko kaj naredim? Z lahkoto mi kaj naredite. Ok, povej, če si lačna, ker lačne ljudi pa bomo spuščali. Se imamo tamle kuhno, kaj bi pa šlo, takega sicer bolj tekočega? Meni bi tudi kaj šlo, tudi tekočega, ni problema. No, evo, pa ti potem pripravlja. Evo, naslednja trditev. Sem ali nisem kdaj v življenju tudi meditirala? Si? Pridnica. Celo enkrat smo z neko skupino kolegic pa to imeli neko tako meditacijo, no. Sicer tudi tega ne počnem redno. Mogoče me tudi to še čaka tako bolj pospešeno in bolj redno kdaj v prihodnosti, no, ampak ja, super stvar, zakaj pa ne. V nekih določenih trenutkih v življenju se mi zdi, da ti lahko zelo pomaga. A veš, to je nek res ta čas, ki ga imaš zase, ne. Ko se ti neke druge misli začnejo po glavi prepletati, razmišljanja in ja, super. Sem ali nisem kdaj v življenju molila komorkoli, pa že bo stvarniku, kreatorju, pred nastopom?
Aha, zdaj pred nastopom ali na splošno? Pred nastopom, recimo, preden si šla na oder ali pa kako si sicer pri teh molitvah? Aha, ja lej, jaz mislim, da ni človeka, ki kdaj v življenju ne bi komorkoli že, kot si rekla, ne, Kaj zmolil? kaj zmolil, ne, oziroma si kaj zaželel, ne, in tako. Tako da, ja, seveda, to se mi je v mislih že prepletalo. Pred nastopom, da bi imela pa neke posebne Kao ritual, seanse, rituale, jih pa nimam, no. Jih pa nimam, nič takšnega, zelo posebnega. Evo. Vem, da si močno povezana z zvokom in bi ti rada danes predstavila še malo drugačen zvok, prav? Super, ja. Ok, Ja. odlično. Tak malo drugačen je. A se boš ostala? Ja, če se moram, se bom absolutno Ja, z veseljem. se boš. Evo, Seveda. če se lahko kar tukaj postaviš Dobro. in boš vzela, tole boš vzela v roko in boš dejansko šla, vidiš, tako boš šla okrog. To tudi po kozarcu včasih delam z vodo. No, Ja, tako. ja, to Evo. poznam, Evo. vem. No, Evo, pa kar izvoli. Lahko kar močno bolj. Želela. Lepo. Zdaj, že ritem dajem zraven. Ja. A misliš, da bi lahko zraven tudi kaj zapela? Jo, veš da, dej, to bi radi slišali. Tiho, čas beži. Lepa, isti ton. Veter solze briše mi in tako naprej. Bravo. Dobro ti gre, dobro. Močno, ne? Super je, ja. Lepo, močen zvok. Tak zvok tudi, ko si ga zapomniš, veš. Ja. Čisti, No, to čisti. je tudi za meditacije, ne? Tudi. Tako. Pa za, mislim, da tudi za razna zdravljenja ga tudi Tudi? uporabljajo pa tako. Vidiš, bravo, čisto obveščena. Sej nisem tako nevedna, ne? Okay, na kaj te tole spominja? Arriva, gremo vsi, na morje se lovim. Daj mi tvoje roke, da zivajo mi boke. Bravo, mislim, da je to je pa res ne, starodavni instrumenti v izvedbi Tanje Žagar. To so ušesa. To so ušesa. To so ušesa, Evo, zdaj se lahko pa kar usedeš. Aha, Je pa hvala. tole, je pa space drum, evo, kar izvoli. Dobro. To je pa tudi ena taka zanimiva zadeva, vzameš pa palčkice, Ja. veš pa, imaš, ne, te pa lahko mečken poskusiš, ne. Tudi tak zanimiv zvok vesolja. Ko ljubiš, ljubi me, ko sanjaš, sanjaj me, ko varaš, varaj me, da ne opazi se. Bi bilo, Bravo, ne? bravo, pa to je to, lej. Super, Pa super. to je to. Super, všeč mi je. Všeč, ne? Lepo, ja. Malo drugačno, ne? Ja. Navdušila sem me namreč na zadnjem koncertu, ki si tega violinista gor povabila. O, super, da si omenila. Če lahko sam povem, ja, to je Lazar Rozumeta. On ravno v tej številki 3 z mano poje escucha nuestra storia, veš, to je on, ne? Ja. V videospotu ga lahko gledate, sicer je pa on res odličen violinist, akademski glasbenik, sicer igra vse, kar mu pade pod roke, no. Na mojih koncertih se pa vedno predstavi kot violinist, jaz se usedem ob klavir, potem kakšno balado, mojo skupaj izvedeva, pa še malo klasične glasbe vpleteva, tako da je zanimivo, no. In Lazar Rozumeta bo z nami seveda tudi naslednji petek, 11. marca v dvorani Tabor v Mariboru. Brez njega več ne gre. Brez njega Ga ne več dam. ne gre. Če greva zdaj nazaj, kar precej let, kakšno glasbo si ti, koga si ti poslušal recimo v otroštvu? Jaz sem... A veš, kaj zdaj so že une generacije, ki rečejo, jaz sem poslušal Tanjo Žagar, pa še kar jo. Ja, a ne? Ja, no. Foxy Teens pa to, a Pa ne? Foxy Teens pa to. Koga si pa ti poslušala takrat? Jaz se takrat spomnim, da sem veliko slovenske glasbe poslušala. In jaz sem imela tako radio zraven, ko sem se učila, ne? In sem imela kaseto not in potem vsaka pesem, ki mi je bila všeč, sem takoj pritisnila, da se je snemala, ne? Pol na pauzo dala, pa ko mi je bilo spet ki všeč, sem hitro spet pritisnila. Zelo veliko slovenske glasbe sem takrat poslušala. Vem, da so mi bili tako Leteči po tepuhi, na primer. Ja. Wow, všeč, ne? Pa Adi Smolar, ki smo ga enkrat tudi gledali na enem koncertu v Cankarjevem domu, pa še razni drugi, no. Zelo pestro. A veš, sem bila tudi takrat že zelo za zabavno glasbo od malega v bistvu, ker moj oče se pa amatersko ukvarja tudi z zabavno glasbo, že od nekdaj
kot one man band, pač poje, igra in tako. In sem imela to tudi v ušesih, večkrat sem ga šla kam pogledat, poslušati, z mamo skupaj smo ga šli. Tako da sem že takrat vzljubila potem tudi to zabavno zvrst, ne. Na akademiji pa v srednji šoli sem se predvsem s klasično glasbo ukvarjala, ne, in jo izvajala, no, potem pač kot izvajalka, najprej s Foxicami, pa potem sama sem pa ostala v tej zabavni. Tako da kar zadeva glasbo pestro pri meni. Pestro. Ja. No, zdaj bo tudi čas, ko bo mečkaj sonce posijalo, pa vse te stvari, vrtičkarji bo imeli kar precej dela, pa vrtnari pa vsi. To pa ne veš. Kaj? Kaj ne vem? A to veš, da jaz imam tudi vrt. Ej, videla sem vrtno. nekje. Nisem vrt. V bistvu sem se jaz zdaj tudi preselila v en blok, kjer so taka korita, ne, in pol sem mami rekla, veš, bom nekaj naredila to, tako, ka ima Tanja Žagar. Aj vedela? Ja, je bravo, vedela. mami, od Jasmine. Ja, in boš zdaj kaj, si aktivna, imaš tudi kaj, da boš predelala, ali je to bolj dekorativna narava? Ne, zdaj bom jaz to čist predelala. Jaz sem lansko leto začela s tem. Ja? S tem hobijem, ker sem pač, se mi je zdelo škoda imeti tako veliko lepo korito prazno. In potem smo not nasadili od solate, paprike, začimb, tudi nekaj okrasnih stvari in tako razno razne stvari. In se mi je tako dobro zdelo, veš, ker sem jaz to polet domov hodila iz nastopa ura 5 zjutraj, jaz pa šla ven, pa je bilo treba to zalivati, pa ti je bilo fajn? Ja, tako se mi je dobro zdelo, češ, to zdaj raste zaradi mene, ne. Ja. Skrbim za to, pol pa tisto svojo solato, da krožnik neseš, ne, in rečeš, moja je. Ja. Dober je občutek, no. A si slišala to, da recimo seme, preden ga posadiš, pluneš v zemljo in potem daš tam zaradi tega, da to seme dobi informacijo o tvojem stanju v telesu in potem, ko zraste, dejansko zraste zate in točno s tistimi hranili in s tisto kemijo, ki jo ti potrebuješ, ker prebere tvoj DNK. A res to? Ja, šamanska zadeva je to je zelo stara stvar. Ja. Se pravi, moram zdaj popljuvati cel tvoj vrt. Popljuvati cel vrt. Preden, veš, ali pa sadiko, preden daš noter, ne. Seme imaš pod jezikom, za sadiko pa tako, narediš in pa pluneš pa to. Sam veš kaj, moram sam paziti, da preveč not ne padam, veš, da začnem pljuvati, pa sosedu še malo dol. Da to bo treba paziti. Bom eno mejo tam postavila, ne, da bom samo sem noter. No super, evo, vem še za nekaj novega. Ja, bom pa zdaj obnovila to, mi pomagajo tudi strokovnjaki, no, pri tem nekaj bi dobro uspevalo pri meni, kaj ne bi toliko in tako. Tako da uživam, no, zdaj v tem. Krasno. Evo, kar se pa tega tiče, si pa popoln vzgled, ne? Kljub temu, da živiš v bloku, evo, ne, urbana vrtnarka, ne? Tako. Vrtičkarka, odlično. Tanja, hvala, ker si prišla, hvala, ker si se oglasila. Hvala, ali smem samo še trenutek zaradi mariborskega koncerta? Ja, seveda, ti kar sem prej ravno omenila še skupino Foxy Teens, naj vsaj to povem, da poleg ostalih gostov bodo po 10 letih stali z mano na odru tudi članice prvotne zasedbe Foxy Teens, s katerimi sem pela 9 let in bomo zapele tudi tistih nekaj naših največjih hitov, ki jih še danes vsi radi prepevajo. Tako da vabljeni 11. marca v dvorano Tabor v Maribor. Evo, super. Ja, hvala lepa, Tanja. Vi pa, kakšna informacija, taka zanimiva, na klepet@kavi.si, tam boste našli še kaj zanimivega, predvsem pa kakšne minule posnetke. Zdaj se bomo pa mi v zvoku prepustili.